gospod predsednik, gospoda Načkova, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Pred nami je še en večni derbi med Štajerci in pa Ljubljano, na levem fotelu trgovec, menedžer in župan Ljubljane Zoran Janković. Lepo zase skupaj. Njegov nasprotnik na desnem fotelu je nekdanji mariborski župan, ki so ga odnesle ovadbe, radarji in pa ulica, Franc Kangler. Dober večer. Ok, najprej povejte iskreno, v tem kvizu sodelujete zato, da bi zmagala ali zato, da bi pustila kar se da dober vtis? Ja, jaz to prvo, da bi zmagal, ne? Ja, pa tudi zato, ker sem veliki domoljub po srce. Da, pomembno boje, da tako zmaga dober vtis, da sama zmaga, da pojeke dost, da če je do konca vtis lapid obratno, ne. Ok, da ne filozofiramo preveč na kratko nekaj osnovnih pravil. Imamo 3 vprašanja po sistemu, kdo bo prej. Tisti, ki zbere več točk, potem v finalu sam odloča o svoji usodi. Zmagovalec gre v polfinale, poraženec pa bo mogel opraviti 200 ur družbeno koristnega dela. Vse jasno? Ma meni je popolnoma jasno. Čakaj, malo, samo eno vprašanje. Kaj to so pravi elektrošoki ali samo specialni efekti? Kaj misliš? Ja, specialni efekti, valjda. Toliko pa te že poznam televizijo. Ok, režija, den specialen efekt za gospoda Kanglerja. Porka duš, pa to res prava elektrika. Skratka, če odgovorita na robe, vaj bo takole treslo, če odgovorita prav, dobita majhno dozo hormona sreče. A tega si morata zaslužati. Dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilen odgovor je vreden 5 točk. Dobro poslušajte. Koliko kilogramov kruha na leto poje povprečen Slovenc? Imata 3 sekunde. Gospod Kangler, kakšen je odgovor? 5 kil. Jebem te sonce. Povprečen Slovenc na leto poje 65 kilogramov kruha. Statistika tudi pravi, da smo pri porabi belega nekje med prvimi v Evropi. Ok, drugo vprašanje za 10 točk. Dobro poslušajte. Katerega leta je Slovenija prvič presegla 2 milijona prebivalcev? Nimata pojma, a? Mene je že 2-krat streslo kot psa. Slovenija je magično številko 2 milijona prvič presegla leta 2005. Po 2 vprašanjih smo še vedno na nuli. Evo, hitro gre, smo že pri 3. zadnjem vprašanju pred finalom. Pravilen odgovor je vreden 15 točk. Vprašanje se glasi: kdo je bil prvi Slovenc, ki je premazal klofuto ministru? Prvi bi gospod Janković, kakšen je odgovor? Ja, jaz bom rekel, ne, da je prvi bi desno udaril režiser Večji Vok Važlovar. Vinč je pravilen odgovor! Filmski režiser Vinči Anžlovar je sredi 90-ih prejšnjega stoletja klofnil takratnega kulturnega ministra Sergija Peljhana. Marcel, lepo vprašanje, a se da ta hormon seče dobike v lekarni? Tega ne vem, mislim pa, da sami najbolj veste, kako je s hormoni v lekarni, ne? Zoran Janković vodi 15-0, to pomeni, da v finalu odgovarja prvi. Ok, elektriko smo izklopili, gospod Kangler, zdaj se lahko končno sprostite. Pred nami je zadnje odločilno vprašanje. Finale prinaša 20 točk, vse je še odprto, oba lahko zmagata. Zadnje vprašanje vama bo zastavil humanitarec in aktivist Tomo Križnar. Dober večer, ljudje. Dobro me poslušajte. Vprašanje se glasi: koliko odstotkov Slovencev danes živi nad pragom revščine? Pa veliko sreče. Hvala lepa, Tomo. Imata 5 sekund za razmislek. Čas je potekel, gospod Janković, odgovarjate prvi.
To jaz bi rekel, da je to tam približno 20%. Da. Zoran Janković pravi, da kar 90% Slovencev živi nad pragom revščine. Gospod Kangler, vaša naloga je, da poveste, ali je ta odstotek še večji ali morda manjši. Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste zgubili na nuli. No, zdaj prvo ko prvo. Ne? To, da v Sloveniji je velika revščina, da so otroci lačni, pa ne vem kaj še, to je ena navadna levičarska propaganda, ki se je začela takrat, ko je bil na oblasti Janez Janša. Kot drugo, jaz, Franc Kangler, na tem mestu suvereno trdim, da nad pragom revščine živi več kot 90% Slovencev. 100%. Vaš odgovor je napačen. Zmagovalec dvoboja je Zoran Janković. Šampioni, zeleni. Uradna statistika pravi, da nad pragom revščine trenutno živi 86% Slovencev. V teniškem žargonu bi rekli, da vam je gospod Janković zavezal kravato, ne? No, čestitam, Zoki. To ni bil on toliko dober, koliko sem jaz bil slabi. Ok, midva se vidva v polfinalu, ne? Definitivno, preden ve, da zmagam, grem, da. Ok, tako je. Dragi gledalci, spoštovana publika, to je bil naš tretji domoljubni kviz. Muziko je vrtela DJ Lorela. Vidimo se naslednji teden v istem času, v istem kanalu. Živo!